Čeprav smo vsak dan označevali Planico kot vrhunec dosedanjih njenih prazničnih dni, moramo danes ponovno uporabiti superlativ začetnim najlepša, najbolj sončna, najbolj obiskana. Za organizatorje ocena ne najbolje, mislim za danes, kajti še zdaj ne razumemo, zakaj je bil potreben 2-urni odmor med 11. in 13. uro, razen tega pa je bil slavnostni zaključek vse prej kot pa svečan. Tu, kjer je prvi človek na svetu beležil svetovni dolžinski rekord, kjer je prvi junak snežnih daljav preskočil magično 100-metrsko znamko pred 36 leti in kjer je 1969. leta bila v prvem tekmovanju ne več v skokih, marveč po letih, presežena meja 160 metrov, je bilo danes ponovno praznično vzdušje, ki bo za vsakogar izmed nas obiskovalcev kljub malce slabi organizaciji nepozabno. Tudi veter, ki je prekinil in končal tekmovanje, tega vtisa skoraj ni pokvaril. Za tiste, ki imamo priliko opazovati tudi dogajanje za kulisami velike predstave, še toliko bolj. Vzemimo samo Intertrade z napravami IBM, ki z elektronsko hitrostjo in robotsko nezmotljivostjo v delčkih sekunde izračunava vse podatke in z njimi, še preden se je skakalec ustavi v izteku, še postreže tisočem radovednežev. Ali pa, no poglejmo, kaj je naša kamera zabeležila v enem izmed jutranjih srečanj. Prav zasluga jugoslovanske televizije oziroma predvsem ljubljanskega studia s pomočjo beograjskih kolegov je, da gleda dogajanja letos v Planici na milijone gledalcev po vsem svetu. Naj to utemeljim s podatkom, da samo danes sprejemajo naš direktni prenos v Franciji, Zvezni republiki Nemčiji, Avstriji, Sovjetski zvezi, Madžarski, Nemški demokratični republiki, Češko-slovaški, Poljski, Švici, Norveški, Bolgariji in seveda vsi jugoslovanski televizijski studiji. Razen tega posebej magnetoskopiramo celotno dogajanje planiško za Island, našo sliko pa jemlje tudi, mislim, da se s tem prav lahko pohvalimo, tudi ABC, to je ameriška televizijska družba z mnogo številnimi gledalci. Tu pred nami je zdaj Beno Hvala, realizator vseh planiških prenosov. Beno, morda najprej vprašanje, s kakšnimi težavami si se najbolj srečaval pred celotno realizacijo oziroma kaj je bilo za našo televizijo najtežje v Planici? Najtežje v Planici je bilo to, da smo morali vse stvari, probleme razrešiti praktično že v Ljubljani za zeleno mizo in da smo se morali dejansko v Ljubljani že vse dogovoriti zelo točno, kaj, kako, kdaj in kje bomo reševali probleme v sami Planici. Priprave so bile dolge več mesecev, rekel bi skoraj pol leta in težav ni manjkalo. Ogromno je bilo problemov in 200-članska ekipa ljubljanske radiotelevizije kot pomoč naša odlična beograjskih tehnikov in inženirjev nam je več kot bila dobrodošla. Beno, vsakokrat pravimo, da se prejšnja Planica razlikuje od sedanje. Verjetno je tudi tokratna doživetje posebej. Kakšno je tvoje čisto osebno doživetje oziroma kakšne občutke imaš ob letošnji Planici o prvem svetovnem prvenstvu? Za mene je to največje doživetje, kar sem ga sploh kdaj doživel v svojem življenju. Tudi danes je bilo pod Poncami več kot 60 000 gledalcev. Planica je postala resnično smučarska meka. Med gosti je bilo tudi veliko predstavnikov političnega in družbenega dogajanja v naši domovini. Tako predsednik Zveznega izvršnega sveta Džemal Bjedić, predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije Sergej Krajger, predsednik Izvršnega sveta Slovenije in predsednik častnega odbora letošnje planiške prireditve Stane Kavčič in drugi. Ob koncu zadnjega raporta s Planice 72, prvega svetovnega prvenstva v smuških poletih, lahko samo še enkrat ponovimo ceno za vse dni skupaj, zelo dobro. Medtem ko za športni komentar predajam mikrofon uredniku televizijske športne redakcije Marku Rožmanu.